takratni šef Volkswagen dizajna rekel, da z temi vsemi linijami, ki jih Mercedes na enem avtomobilu uporabi, jaz lahko 3 avtomobile naredim. Dobar dan, banda! Jaz ne vem, če ste to uspeli razbrati že z včerajšnjega vloga, ampak danes se bo na sopotniški sedež točen tega avta usedel Robert Lešnik. Zdaj pa za vse tiste, ki ne veste, kdo je Robert Lešnik. Robert Lešnik je pravzaprav slovenski, je vodja oblikovanja zunanjosti pri vozilih Mercedes-Benz. Če povem pa po domače, pa tako, da vsi sodobni Mercedesi izgledajo tako, kot izgledajo, ravno zaradi njega, zaradi Roberta. In Robert se je zdaj vrnil domov v Slovenijo. Malo zato, da vidi svoje, malo pa zato, da bo gost Mercedesa na avtosalonu v Ljubljani. Zdaj, valjda, jaz ne bi bil jaz, če ne bi zagrabil šanse pa rekel, Robert, a greva en krog. Se greš zapeljati z mano, pa da te vprašam kaj zanimivega. Mogoče ne samo v avtomobilih, tudi kaj drugega. To je v bistvu to. In zdaj, če bo šlo vse po načrtih, bo točen naslednji kader Robert uletel na ta sedež, pa greva. Zdravo. Zdravo. Čau. Pozdravljen. Kako si? Ja, gre. Koliko časa je bilo? Kdaj so se nazadnje videla? V Ljubljani, mislim, odprtja salona. Je bilo to? Ja, po mojem. In, vse vrejo? Ja, vse super. Super, ne? Super Super vreme, super avto. Če že ne drugega je to, da tukaj na Štajerskem, prej sem na ljubljanskem koncu doma, ne? In tukaj na Štajerskem je veliko več sonca. Ti to stanuješ, kaj? Živiš tu? Ja, v Miklavžu. Kako si pa ti? Gre, ne? Vredo. Ja? Zdaj sem 2 dni tu, ne? Ja. V ponedeljek na tem salonu v Ljubljani, ne? Edem poj, jaz ne vem, če se spomniš, 2013, ki je prišla S-klasa v Slovenijo, si prišel tudi ti. In takrat si rekel, da je pod tabo, oziroma da v tvojem oddelku, ki ga ti nekako nadzoruješ kot vodja oblikovanja, je delalo koliko 15 ljudi. Je ta številka še vedno tam nekje, ali se je že povečala? Takrat sem jaz bil vodja oddelka, zdaj pa sem vodja centra, temu rečemo, ne? Exterior Design Center. In tu so 3 oddelki praktično v tem centru, vse skup približno 110 ljudi. 2014, Aj, pa se stvari se 4 leta, veš kaj za 4 leti zna zgoditi, ne? Recimo ena firma zna kompletno paleto avtomobilov obnoviti, ne? Ja, to je res. Problem v tem biznisu, da vse skup traja z zamikom recimo 4 let, ne? Ampak ni samo to pri nas, tudi pri drugih je tako. Ja, seveda. Teda, če se recimo šef dizajna zamenja tudi pri naši direktni konkurenci, se je ravno kar to zgodilo zdaj, ne? Ja, vem, ja. Potem lahko uro nastaviš, verjetno čez 4 leta pa prije, ko ima prvi novi avto, ne? Ja, veš, kaj sem gruntil včeraj, ko sem razmišljal o tem, da se bo skupaj pelala. V bistvu, a pogrešaš dejansko pač risanje, je zdaj to na zaslonu ali pa zares, ker zdaj v bistvu ti bolj vodiš, svetuješ, izbiraš, priporočaš in tako naprej, ni pa več toliko tistega, ne, s čimer si pravzaprav začel. Ti manjka to? Ne, zato ker manjkalo bi mi, če sploh ne bi več risal, ampak rišem vedno, praktično vsaki priložnosti, tudi kaj povem, v kakem mogoče dolgočasnem sestanku, kaj povem, zadnji teden, ne, že 2 tedna nazaj smo bila s sinom na smučanju v Avstriji, pa sem zvečer tudi dobil eno idejo tam, pa sem jo na brzino slikal pa poslal, pa so potem naslednji teden že zmodelirali. Tisto risanje še vedno je, tisto mislim, da to sem jaz, tega se ne da spremeniti, ne. Danes imamo recimo uživamo neko zaupanje upravnega odbora. Na začetku seveda, mi smo temu rekli ground zero, ne, smo praktično od leta 2009 začeli z nule. Ja. Takrat praktično nimaš nobenega dokaza, da to, o čemer ravno probaš, kaj pa vem, poskušaš prepričati upravni odbor, da bo to pravo, da bo čez 4 leta pravo, ne. Katera je bila tvoja najtežja odločitev v karieri, ki si moral sprejeti, povezana s kariero? Zdaj to prestop iz ene znamke k drugi, ali gre za kakšno manjšo stvar, ko ste se odločali o kakšnem modelu ali pa kaj podobnega? Ne v karieri, ampak verjetno na splošno je bila ena najtežjih odločitev zame takrat po srednji šoli, tu v Mariboru, se prijaviti na sprejemne izpite v Ljubljani. In iti v Ljubljano na sprejemne izpite. To je bilo tisto prelomen trenutek. Neverjetna odločitev, recimo zame, kaj pa vem, takrat sem mogoče bil 2-krat v Ljubljani, ja, ampak in to se mi zdelo ful na drugi strani sveta, ne. Zame osebno je bila to ena, recimo, mogoče prelomnica, ne. Ko pride do Mercedesa pa do dizajna, se govori veliko o sensual purity. Razloži za gledalce komotar minute, kaj je pravzaprav sensual purity, kaj to pomeni v praksi? Mi smo razmišljali, ja, takrat 2009, seveda, če je vse ground zero, če začneš praktično z nule, potem si lahko, recimo, kot dizajn filozofijo zamisliš en okrogel avto ali pa enega z vogali.
Skoraj eno leto smo razmišljali, kaj je najboljše za Mercedes, kam hočemo iti. In smo se na koncu odločili za zelo sensual smer. To pomeni, da so naši produkti, avtomobili, da imajo tako imenovan worn design, to so oblike, ki iščejo inspiracijo v naravi, tudi človeško telo. To so enostavno psihološke zadeve, kaj ti je všeč. Pred 2 tednoma smo v Barceloni predstavili E-razred Coupé. Ja. Praktično edini avto trenutno na svetu, ne samo v tem segmentu, ki nima ob strani nobenih robov, nobenih linij, noben undercut, niks. Tukaj verjetno pride upoštev tudi tista, ki ti vedno rečeš, ko si že popolnoma zadovoljen, vzami še eno potezo stran. If you like it, take a line off. Mi smo sicer pred par leti začeli tudi recimo temu provokacijo A-razred. A-razred trenuten, spomnim, da takratni šef Volkswagen dizajna rekel, da z temi vsemi linijami, ki jih Mercedes na enem avtomobilu uporabi, jaz lahko 3 avtomobile naredim. Zanimivo, 4 leta kasneje se je stvar popolnoma obrnila. Če pogledaš, kaj delajo oni, pa kaj delamo mi, bi lahko isto mi rekli za njih, ampak ne rečemo. Gre malo tvoja mladost. Prej sem te že po telefonu vprašal, sem rekel, da me zanima, kaj je bila tvoja najljubša risanka? Jih je bilo kar nekaj. Ja? Ja. Jaz sem tu z Štajerske in sem gledal dosti avstrijski program. Vikinga se je reklo. Vem. Poznam. To še vedno obstaja, in to je cool. To je bilo super, ko je moj sin takrat, za 4 leti, ista serijo gledal, takrat, ko sem jaz gledal, 4 leti. Drugače pa so bile tudi pri nas, v slovenski televiziji, se spomnim tista risanka, kako ste mi rekla, La Linea s črto. Ja, vem, ki je možakar je bil vaš skut. Nikoli ni bil skuliran. In cool, ne? Zelo preprosta, ampak super. Pa vsake čas je dol padel. Ja. In tega se spomnim, to je bilo genialno praktično narejeno. Kaj pa ta gen med roko pa glavo zarisati? Si to že opazil? Se je to preneslo naprej ali se ni? Si že kaj porajtal? Definitivno se je to podedovalo na najnega sina, moja žena je tudi modna oblikovalka. In sin mislim, da ima super talent tudi za risanje. Koliko je zdaj star? Zdaj je star 12. 12 je prezgodaj, da bi lahko vedel, kam vse skupaj gre, ampak definitivno risanje je talent, ki ga imaš ali pa ne, in definitivno naš sin ta talent ima. Mislim, da ga avtomobili kot sami ne zanimajo, samo verjetno predolgočasni. Ampak tudi mene do 18. leta avtomobili niso zanimali. Seveda bi mu, če slučajno pri 18 ugotovi, da ga bi to znalo zanimati, bi mu tudi negativne stvari tega biznisa omenil, definitivno. In kar precej jih je. Večina, 99% vseh avtomobilskih oblikovalcev nikoli ne naredi enega, recimo, koraka dalje. To pomeni, da so avtomobilski oblikovalci oziroma delajo za znamko, ampak vedno ostanejo na eni ravni ali niti do tja ne pride? Na začetku začneš delati in po zaključenem študiju in rišeš ko nor, seveda upaš, da te bo kdo opazil, da te bo kdo spodbujal in da bo recimo tvoja skica šla v model, oziroma da se mogoče celo po kakšnem čudežu tvoj model zbere za serijski avto. In veliki večini tega nikoli ne uspe. Kot oblikovalec seveda nimaš plašnic na očeh kot konji, gledaš tudi, kaj delajo pri sosedih, pri rivalih, pa predvidevam, da te zanima tudi vsake toliko časa dizajn znamk, ki niso neposredni tekmeci. Pa je kakšen dizajn, da rečeš ti po svojem mnenju? Tole se mi pa zdi, da so pa dobro oblikovani. Trenutno recimo en Range Rover zelo dobre stvari dela, Jaguar, ista firma seveda, Tata. Oni delajo zelo dobre stvari. Tudi Volvo mislim, da se je pobral v zadnjih letih. Absolutno. Renault mi je osebno zelo všeč. Mogoče zato, ker je zelo podobno mogoče temu, kar mi delamo, ta sensual surfacing. Ja, v enako smer so se usmerili. Ja, zelo, sicer so drugi segmenti, ni direktna konkurenca, ampak tudi, če se oblikovanje
površin, ploske avtomobilov tiče, pogleda, potem so določene paralele, definitivno, ja, to so moji, recimo, favorite ones. Ok, mogoče za konc, jaz vem, da ti ne moreš izdati konkretno, na katerih stvarih delaš, ampak a je v tem trenutku v delu kakšen projekt, zaradi katerega si seveda po oblikovni plati še posebej razburjen ali pa vesel v smislu, vi sploh ne veste, kaj mi pripravljamo, pa komaj čakaš, da to pride pred naše oči. Veš kaj je ful cool? Ja. Da niti ne rajma gleda tako daleč v prihodnost. Že zdaj v Frankfurtu v septembru bomo predstavili ta Project One. Ja? To smo že komunicirali, en avtomobil z motorjem Formule 1, ja. Hypercar. In ta avto je super cool, zato ker smo zdaj že pri potencialnih kupcih. Njim smo že ta model pokazali. Ja? In to so kupci, s katerimi do zdaj še jaz nisem imel stika, recimo milijarderji. Ja. Recimo se en prileti iz Amerike z svojim letalom samo za ta termin k nam v Stuttgart in potem isti dan leti tudi nazaj. Ne? Kaj meni hecno najbolj, ko ljudje pravijo, ne, ja, pa ponašajo BMW X6, pa vsi pravijo, pa je neuporaben, jaz pa vedno pravim, vi sploh ne veste, da je ta avto v bistvu zelo uporaben, tudi prtljažnik ima velik posel to. Pazi, jaz sem prej vozil 3 zaporedoma sem imel CLS shooting brake. Shooting brake zdaj več ne bo, zato ker naslednik bo zdaj ravno ta avto, ki smo ga zdaj pred 2 tednoma v Ženevi pokazali, ta GT, koncept AMG GT, ta 4-vratni. In ta shooting brake, recimo en super športni karavan, jaz sem imel, kaj vem, pred 15 leti sem imel tudi Alfa 156, Sportwagen. In to je moj perfektno avto. Ja. In ker zdaj več 4. CLS-a shooting brake nisem mogel naročiti, ker je fertik, ga več ne bo, sem pač tega naročil. In to je zame isti kot recimo shooting brake, samo da ima večja kolesa. Ja. Preden zapustiš avto, apropo Alfa Romeo, ki praviš, da si jo vozil, zdaj je zunaj Giulia, imaš kakšno mnenje? Ja, je vredno, ampak recimo Stelvio mi ni všeč. Giulia je vredno, ampak jaz sem bil takrat, leta 2000 sem kupil mojo Alfo, sem oviral ta kombi, ta karavan v Ženevi na salonu. Naslednji dan sem šel v Braunschweigu gori pri Handlerju, pri Volkswagenu, pa sem ga z cashom plačal. Bo smo pol leta čakali, da je prvi avto, da je to prišel v Nemčijo, ampak super všeč mi je bilo. In takrat je bilo to, ta feeling, se spomnim, da Alfa 156 je firmo rešila takrat, Oni so bili na dnu čisto, ok, se so zdaj bili spet, In zdaj je spet upanje, da bo Giulia firmo rešila. Ja. Ampak jaz mislim, da so se časi spremenili. Alfa si kupil, ker ti je bila všeč. Danes pa je recimo C-razred tudi atraktiven, asistenčnih sistemov imaš dosti več, oziroma dobiš dosti več za denar, kot pa pri Alfi. Alfa si tega niti ne more privoščiti, recimo Maserati tudi ne. Verjetno razmišljaš v to smer, da moraš imeti bolj kompletno ponudbo. Mi imamo, čuješ, danes 35, čez 3 leta imamo 40 modelov. Alfa ima 2. Čisto ok avto, super avto, verjetno pri dizajnu nimaš nič za kritizirati, tudi znotraj, vse super, ampak mislim, da danes je več, da ni samo tisto, jaz vidim avto na salonu, pa grem tja, pa dam denar na mizo, ni to. Robert, lepo se me je videl v Ljubljani. Čujem, hvala tebi. Ja, ni za kaj. Uživaj še nedeljo, Ja, ostalo pa se vidimo, Ajde, čau. Veš, z Robertom se je vedno dobro dol usest, ker je vedno in brez izjeme polnega znanja, pa enih informacij, ki pač preprosto ne pridejo do tebe, če nisi v tem fohu, če nisi obkrožen s tako vrsto ljudi, z oblikovalci, z inženirji in tako naprej. Kul mi je pa recimo tudi to, da zmeri brez zadrege pove, kaj mu je tudi pri drugih avtomobilskih znamkah všeč. In to je to, kar se današnjega vloga tiče. Adijo!